Iz Društva za osvoboditev živali in njihove pravice ima besedo gospod Stanko Valpatič. Izvolite. Spoštovane gospe, spoštovani gospodje, nekateri so malo zmajevali glavo, ko je nastopil gospod Miloš, nekateri drugi so malo zmajevali, ko je nastopila gospa Špelič. Morda po tem, kar bom zdaj jaz povedal in kar želim povedati, pa boste morda vsi zmajevali z glavo. No, morda je bilo veliko tega izrečenega, nekaj pa bi vseeno rad še dodal. Točka, zakaj smo se sploh mi morali danes tukaj zbrati? Zakaj govorimo o mučenju, o nedovolj zaščiti živali? To je zdaj morda ključna točka, zakaj pride do tega. Iz mojih 35 let raziskovanja lahko rečem to, da so zgodovinsko gledano živali svobodna bitja. Torej, ne drži, da so od pradavnin, od samega začetka, da smo bili takoj lovci in se takoj hranili z živalmi. Zgodovinsko gledano, če boste raziskali, to ne drži. Zgodilo pa se je res to enkrat, da je človek si prisvojil moč in zasužno živali za razne svoje potrebe, o katerih smo danes vsi govorili. Od športa do razonode, do rejnih živali za poskuse, od tega, da imamo športni lov, športni ribolov, da imamo živali za prehrano in tako naprej. To se pravi, to je ključna točka in tega ne more mi nihče oporeči, da to ni res, da se je enkrat v zgodovini zgodilo, da je človek zasužno živali za razne svoje potrebe. In to je ključna točka, zakaj pride do vseh teh tudi napačnih dejanj do naših, kako bi rekel, sopotnikov tukaj na planeti Zemlji. Seveda se strinjam tudi z mnogimi izrečenimi, da je to bil en proces in da proces nazaj je možen, ampak da tudi ne bo enostaven in ga ne moremo narediti skozi noč. Lahko pa naredimo korake, tudi z malimi koraki se nekam pride. Kot recimo, ko sem bil star 20 let in sem ugotovil, da to, kar delamo z živalmi pa z naravo, tudi z soljudmi, ni v redu, sem mislil, da lahko preobrnem na glavo to takoj in sem bil malo večji upornik in tako. Po teh desetletjih lahko rečem, da sem se naučil, da sem tudi zadovoljen z malimi koraki. In zato sem tudi danes tukaj. Ampak nisem zato tukaj, da bi se pa rekel, da se pa strinjam z vsem, kar je bilo tukaj danes tudi izrečeno. Spoštujem pa res čistam vsakega, ne glede na kakšno mnenje in kakšne potrebe ima. Zelo pomembno je torej to, da se zavedamo, da je ta proces vrnitve živali nazaj v gozdove in polja možen. Kako pa bomo to naredili, pa je zelo pomembno predvsem od nas samih posameznikov. Tudi mi imamo svobodno voljo, se strinjam, tudi ko je rekla gospa Čadonič, da vsak mora imeti, kako bi rekel, svobodno izbiro tudi do hrane. Res je. Ampak prvo, kar bi kot družba morali vedeti, resnico o vsem tem. Torej, po mojem, resnica ni to, kar nam da vrtec, šolski program, verouk in tako naprej, da so živali na nek način zato, da jih mi lahko imamo za svojo korist. In tu je, po mojem, glavni problem. Zdaj vas jaz razumem in niti ne pričakujem, da bi vi to sprejeli oziroma verjeli, ampak to je ključna točka. Živali niso za našo korist in se sploh ne bi pogovarjali o nekšnem humanem klanju ali boljšem klanju, ali pa to je,
Seveda, to so vse začetki, kateri morda bodo enkrat pripeljali do tega, da bomo pa spoznali, da smo živeli v enoj veliki zmoti, enoj veliki laži in prevari kot celotna družba, pa ne samo v Sloveniji, ampak širše gledano. Ko sem že omenil, kaj je dobro za nas vse danes tukaj, za predstavnike države, zelo pomembna ena zadeva. Iz fizike vemo, da se nobena energija ne izgubi. Bile so omenjene klimatske spremembe. In po mojih raziskavah so klimatske spremembe negativna energija, katera je sproščena z našimi napačnimi dejanji do soljudi, do mučenja, trpljenja in ubijanja živali, nepravilen odnos do narave in tako naprej. Se pravi, vsako naše takšno nemoralno, napačno dejanje je naša sprememba klime. In kaj lahko naredimo v Sloveniji, da če bi lahko nekako to malo sprejeli, da bi se tudi ukvarjali s tem morda zgodovinarji ali kdo še kdo drug, da vsaka država pa ne bo občutila to spremembo klime, katera poteka že stoletja, tisočletja, ampak zdaj smo prišli do ene točke, ko je recimo naša hraniteljica Zemlja mučena, onesnažena, izropana do svojega limita. In vsaka država, vsak posameznik, vsaka vas, vsako morda mesto bo imelo tudi drugačno, bo drugače preneslo to spremembo klime. In zato je za nas danes tukaj vse pomembno, če želimo za Slovenijo dobro, za svoje mesto dobro, za svojo vas in tudi končno za samega sebe, da spremenimo ta napačen odnos do živali. Kajti če vemo, da se nobena energija ne izgubi, kam pa pol gre ta negativna energija, ko mi mučimo, pretepamo žival, ko ona stoka v bolečinah, ko jo še morda tole, da imate rekli, da sem utopist. Jaz sem rojen na kmetiji, kjer so se živali redile. Še vedno sem kmet, ampak malo zdaj 35 let drugačen. In še vedno podpiram tudi kmete in 20 let razlagam in želim pomagati kmetom, ker čist možno je, da bodo prišle razmere, ko bo zelo težko. Lahko tudi vas nekdo pusti tudi na cedilu. Zato še enkrat apeliram, da res predvsem državni organi razmislijo o tem, kaj lahko naredimo kot država, da bo čim manj te negativne energije do soljudi, živali in narave. Še nekaj bi moral tukaj dodati, se opravičujem, tudi nekateri drugi so imeli malo več. Za kmete, zelo pomembno. Nisem pristaš, da se zdaj nekako hudo financira znanost za umetno meso in sintetično mleko in tako naprej, kajti hrana naša mora biti povezana z elementi narave, ogenj, zemlja, voda, zrak. To potrebuje tudi naše telo in naša duša, ne pa neko drugo. In tukaj jaz ne bi pustil kmeta na cedilu, zato vam že toliko let to govorim, dajte poskusite se naučiti tudi nekaj drugo delati. Ni nujno, da greš vsako jutro v štalo, lahko greš tudi v rastlinjak. Nenazadnje je samo stvar odločitve in govoriti o izgubi delovnih mest in o ekonomskem interesu je popolnoma nesmiselno. Mi lahko delamo karkoli drugo ali pa o nekšni ekonomski škodi. Glejte, rečejo, ja, divje živali nam naredijo za 1 milijon škode na leto. Kot sem rekel, klima se res hitro spreminja in kot kmet to opazujem že 35 let in stojim za tem. Pride lahko samo 5 minut toče nad celotno Slovenijo, kot smo prej rekli, da prosto živeče živali naredijo 1 milijon škode. Kaj bo naredilo 5 minut toče nad celotno Slovenijo? Za milijarde škode. In rešitev po mojem ni,
da v nekšnem kaznovanju, da bomo samo nekoga kaznovali. Rešitev je v tem, da mladino, otroke od vrtca naprej izobražujemo, da smo odvisni od hraniteljice zemlje, da smo odvisni od vseh življenjskih oblik, kajti vse je med sabo povezano. O tem govori tudi Max Planck inštitut, nisem si izmislil sam. To se pravi, rešitev je pravilno izobraževanje v šolskem sistemu in tudi javna televizija, katero plačujemo vsi, bi morala imeti vsak dan na temo o enem miroljubnem pristopu do vseh življenjskih oblik, tudi živali in soljudi, vsak dan na programu. Hvala. Hvala lepa tudi za vaš pogled, gospod Valpatič.